Pozdravljeni! Tokratno oddajo namenjamo pogledu nazaj, v leto, ki je bilo na kulturnem in umetniškem področju izjemno bogato. Med projekti, ki so nastajali kot lastna lokalna produkcija, najprej poglejmo nekaj takih, ki so se dotikali zunanje, urbanistične in arhitekturne podobe mesta Maribora. Načrtovanih novih arhitektur, kot je nova galerija, knjižnica, mesto ni dobilo. V letu 2012 pa so se aktivneje, predvsem pa bolj odprto javnosti v nastajanje in spreminjanje mestne podobe vključili arhitekti, študenti in profesorji arhitekture znotraj Mariborske univerze. Tako je nastal nov prostor Hiša arhitekture z značilno skulpturo pred vhodom. Naša prvotna ideja je, da sta ti dve nogi skulpture, da so kot neke ideje arhitekta, ki se počasi razvijajo, na to nekatere združijo in v našem primeru se potem vse to zarije v steno. Hiša arhitekture je del razvojno-raziskovalnega in umetniškega središča Mariborske univerze Razum, v katerem sodeluje polovica fakultet in dobra četrtina vseh študentov. Razum je tisto, kar nas dela ljudi. In v smislu kratice, ki je nastala na univerzi pred meseci, Razum kot Research and Arts Zone, UM pa seveda kot Univerza v Mariboru ali po naše raziskovalno in umetniško središče univerze, je koncept in je inštitucija in je mehanizem in je princip prenašanja idej, znanja, umetnosti iz univerze v širši prostor. Ena izmed praktičnih nalog je bila tudi idejna zasnova obnove nekaterih interjerjev v mestnem središču. V okviru našega projekta, torej prenova mestnih interjerjev, pa smo skušali dejansko pozvati posamezne lastnike prostorov v starem mestnem jedru, da se odločijo za neko prenovo, za nek dvig kvalitete prostorov teh njihovih lokalov. Oddelek za arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo deluje 7 let in ves ta čas sodeluje v javnih občinskih projektih. Izvajamo projekte, ki so vezani na, rečemo temu, narekovalno prakso oziroma na sodelovanju z javnostjo, različnimi občinami preko arhitekturno ali pa urbanistično-arhitekturnih delavnic ter preko, bom rekel, številnih pobud, ki nastajajo na naših stranih in jih potem, bom rekel, meste ali pa občina sprejmejo. Nov prostor z aktivno ekipo mladih ponuja možnost javnih debat in diskurzov o mestni podobi tudi v prihodnje. Prav prisrčno pa so se v projekt razmišljanja o urbanem prostoru vključili tudi otroci ob sodelovanju kar 11 osnovnih šol in 10 vrtcev. V projektu Mali arhitekti so ustvarjali glinene hiške, ki so naselile posamezne dele mariborskih mestnih trgov. V bistvu skoraj da ne obstaja arhitekturna literatura za najmlajše. Tako da osnovna ideja je bila, da se v bistvu naredi slikanica. Do sedaj obstaja samo eno v Sloveniji, teda to je bila pa druga, ki je v bistvu išla za najmlajše. Kot arhitektka in potem še tudi skupaj s prijateljico Tejo Kovač-Lozar, kot arhitektki, smo pa potem hoteli, da bi nastali otroški izdelki, ki bi jih potem umestile v odprti zunanji prostor. Z mestno zgodovino, predvsem pa z željo oživiti staro mestno jedro in v podobo mesta dejavno vključiti meščane, pa so se v letu 2012 intenzivno ukvarjali v programskem sklopu Ključi mesta Evropske prestolnice kulture. Ti ključi mesta, ki ima tako lepo ime, moram reči, ki si ga je zdravc duše zmislil tik pred začetkom. Ta programski sklop se je imenoval Reanimirani Maribor. In to je koncept, pravzaprav, kako z kulturo pa umetnostjo reanimirati eno devastirano mestno središče, kot je mariborsko skoraj sigurno bilo. Jaz bi rekel, da nam je uspelo, glede na splošen odziv, da o drugih stvarih ne govorim, in potrošnikov, da tako rečem, in ljudi iz tega področja kulture in umetnosti. Programski sklop zaobjema pester nabor vsebin, ki mestni prostor uspejo osmisliti. Morda pa ob postavitvi v sami prostor učinkujejo drugače, kot bi morda pričakovali ali si želeli. Eden prvih projektov, ki so ga zasnovali pri Ključih mesta, je bilo zagotovo svetlobno mestno obzidje. Novodobni spomin na nekdanje srednjeveško mestno obzidje.
Po prej pustim prehodom in podhodom med mariborskimi ulicami novo dušo vdahnejo živobarvne poslikave. Po tleh in stenah tudi delo otroških ustvarjalnih ročic. Ključi mesta pa v svoje delovanje vključujejo tudi kritični angažma meščanov. Zbirateljica za Maribor, umetniška instalacija oziroma intervencija v dolžini 20 metrov je že tak projekt. 57 prav posebnimi nabiralniki iz pleksistekla, v katerih Mariborčani lahko pustijo svoja sporočilca, ljubezenska, žalostna, vesela, kritična, polemična. Vsakovrstna in vezana na različne teme. Programska ekipa pa Maribor spominja tudi na njegovo polpreteklo ali bolj oddaljeno zgodovino. In to z enodnevnimi dogodki ali tematsko zasnovanimi razstavami in odprti razstavišč. Med dogodki je takšen denimo simbolno bombardiranje Maribora v spomin na bombardiranje 12. aprila 1945. Leto 2012 je tudi leto, ko mariborska zgodovina odpira zanimive, še neraziskane pa tudi občutljive teme mariborske identitete. Nemci in Maribor je ena takih, predstavljena v eni najbolj odmevnih in obiskanih razstav v preteklem letu. Namen razstave in pač tudi seveda kataloga po njej, ki je na nek način odslikava razstave, je bil vse v mojih očeh najbolj neko sprožanje refleksije. Ne pravzaprav podajanje nekih vrednostnih stališč, z mogoče kako izjemo, ampak predvsem sprožanje refleksije posameznikov in skupnosti o nekem skupnem okolju, v katerem se pojavljajo različne skupine z različnimi mnenji, z različnimi interesi, z različnimi močmi v končni fazi. Nemci so bili dejavni soustvarjalci zgodovine Maribora, njihova vpetost v Maribor pa je večplastna. Na eni strani so predstavljali mestotvorni element, pomemben doprinos k razvoju in rasti mesta. Po drugi strani pa so v spomin ljudi zapisani očrnjeno, predvsem kot okupatorji in sovražniki. Vse do 19. stoletja je mesto imelo le nemško ime Marburg. V 70. letih 19. stoletja je celo prevladovalo stališče, da je Maribor nemško mesto, je moč prebrati na enem od zapisov na razstavi. Se več let zavzemam za to, da se na nek način strne kulturna zgodovina Maribora v en kos. Niti da se ne delajo pregloboki prepadi, niti da se pravzaprav en velik del te kulturne zgodovine kar pozabi, odpiše. Zgodovinski spomin v Mariboru obujata še dva moža, oba povezana z Mariborom. V Univerzitetni knjižnici Maribor so zbirali gradivo s pomočjo več mednarodnih institucij in posameznikov ter predstavili spominsko razstavo pomorščaku svetovnega slovesa Wilhelmu Tegetthofu, rojenemu v Mariboru. Osnovni namen je pravzaprav vrniti Tegetthofa v javnost. Kot vemo, je bil leta 1918 njegov spomenik odstranjen, vendar bil je rojen v Mariboru, tudi svoja mladostna leta je preživel v Mariboru in mislim, da je prav, da se ljudi, ki so nekako preživeli ali bili rojeni tukaj v Mariboru, spominjamo ne glede, kako so pozneje se njihova pot nadaljevala, in bil je admiral, s katerimi se pravzaprav ne moremo hvaliti, da jih ne vem koliko, mi ga pravzaprav imamo. Spomin na njegov rojstni dom v središču Maribora pa skušajo obuditi vse virtualno s projekcijo na fasado, kjer je nekoč stala rojstna hiša. Zbiratelj in tako rekoč sosed William Primzl z galerijo v ulici, kjer se je rodil tudi Tegetthof, opozarja na njegov pomen. Med dragocenostmi, ki jih je pridobil svojo zbirko, sta dva rokopise, svoje navdušenje nad mariborskim admiralom pa širi med ljudi tudi tako, da se obleče v Tegetthofovo uniformo. Pionirju astronautike, ki ga pozna ves svet, Hermanu Potočniku Nordungu, pa so v letu, ko svet obeležuje 120. obletnico njegovega rojstva, največji spomenik postavili v Vitanju, kjer od leta 2012 stoji kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij. Spomin nanj pa so se trudili obuditi tudi v Mariboru, kjer je Herman Potočnik Nordung preživel otroška leta. Prva stvar, ki sem jo želel realizirati v kontekstu Evropske prestolnice kulture, je trajno obeležje na pročelje poštne stavbe v neposredni bližini vhoda, kjer je mali Herman vsak dan hodil v šolo, v neposredno bližino tu na sedanji Slomškov trg. Razstava v Mariborski univerzitetni knjižnici priča tudi o njegovih mariborskih letih in na ogled postavi nekatere še nevidene zapise in dokumente. Maribor kot Evropska prestolnica kulture je v letu 2012 beležil rekordno število kulturnih dogodkov.
V naslednjem izboru predstavljamo nekaj umetniških vrhuncev na literarnem, gledališkem, glasbenem, likovnem področju. Med največje glasbeno-scenske projekte leta 2012, ki so nastali na mariborskem odru, lahko štejemo uprizoritev opere Črne maske Marija Kogoja ob sodelovanju mariborske in ljubljanske operne hiše. On je uvedel tako imenovani govorjeni petji govor oziroma govorjeno petje, to je Sprechgesang, ki ga je spoznal pri Schönbergu. In to je 3 leta po nastanku in ga je pač prenesel v opero in zato je tudi ta opera tako težka, recimo za izvedbo, ker je pač Sprechgesang ena posebna disciplina petja. Karmina Šilec z ansamblom Karmina Slovenika je s projektom Placebo znova potrdila sloves najboljšega slovenskega vokalnega sestava z izjemnimi avtorskimi projekti. Placebo ali Komu potok solz nalije glasbeno temelji na baročni Pergolesijevi Stabat Mater, ki je stilistični ideal sakralne glasbe. Ta situacija, te velike materine ljubezni ob snemanju Jezusa s križa je bila tista ideja, iz katere sem kasneje razvila cel projekt in mu seveda ob bok tej misli dala še več drugih konotacij, razmerja med ljubeznijo odnosa do Boga. Drago Jančar je osrednja literarna osebnost mariborskega literarnega prostora v letu 2012, številnimi literarnimi srečanji in z vizualizacijo njegovih najpomembnejših del, od katerih se mnoga navezujejo prav na Maribor. Severni sij je postavljen v leto 1938, kot osrednji lik pa v njem ostaja prav Maribor. Trenutno je predvsem aktualna v tem, da je to roman o mestu in da se jaz vračam v to mesto. V tem je tudi neka aktualnost. Stvari niso primerljive. Roman se dogaja leta 1938, tik pred svetovno vojno. Ampak tudi danes ljudje čutijo neke tesnobe, neke negotovosti. Pogosto ne vejo, niso prepričani, a bojo jutri še živeli tako, kot živijo danes. Mesto ni zapor in norišnice. Mesto je za večino potnikov prehodna postaja na njihovi poti. Toda nihče ne ve, kje je njegova zadnja postaja. Filmski portret pisatelja Draga Jančarja z naslovom Pisatelj in mesto je nastajal na ključnih, tudi usodnih točkah mesta, ki je zaznamovalo pisateljevo usodo, v režiji Maje Weiss. Gostišči in svetišči, zapori in bolnišnicami, norišnicami in mrtvašnicami, čaka na svoje in tuje. Tudi dramski oder je v letu 2012 odprl možnost povezovanja dramskih igralcev ljubljanskega in mariborskega ansambla. Tokratna uprizoritev velikega briljantnega valčka je po 27 letih ponovna odrska oživitev skoraj kultnega teksta, ki je mesto našel v šolskih maturitetnih programih, na odrih pa ga nismo srečevali. In kako lahko drama, ki je nastala kot družbeno-kritični odgovor na viharni čas po Titove Jugoslavije, nagovarja danes, se je spraševal avtor. Danes pa seveda govori predvsem o tem, kako se pravzaprav ta oblast srečuje tudi s problemom tega, da pravzaprav ni neke ideje, za katero se stvari dogajajo, da ni vrednostnih sistemov, da ni etike, morale in da pravzaprav oblast za to, da bi uničila posameznika, je pripravljena pravzaprav izbirati vsakršna sredstva. V tem smislu Jančarjev tekst seveda odpira eno poglavje, ne samo tesnobe, ampak predvsem tega nekega absurda in nekega, bi rekel, tako imenovanega brezumja. Festival Borštnikovo srečanje v svoji programski usmeritvi ponuja najboljše, kar ustvarijo v slovenskih gledališčih. Festival Maribor je osrednji festival klasične glasbe v sodobnih preoblikah. Z novitetami in praizvedbami klasične glasbe ga že 5. leto zapored umetniško zasnuje avstralski violinist, skladatelj in dirigent Richard Tonjetti. Gre v bistvu za nek postmodernističen koncept, torej za festival pretežno po večini klasične glasbe, kaj pač to že v 21. stoletju pomeni, in pa za
nekaj malega mešanja glasbenih žanrov oziroma stilov. Po letih premora je v letu Evropske prestolnice kulture ponovno začel delovati tudi simfonični orkester Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Sicer pa smo na mariborskih odrih v tem letu videli še nekaj v svetu zelo uveljavljenih glasbenikov, kot sta Markost in Bernarda Fink. Ter na novo odkrita operna pevka mariborskih korenin Bernarda Bobrov. Umetnostna galerija Maribor, ki je ostala brez obljubljenih novih galerijskih prostorov, je svoje poslanstvo znotraj projekta Evropske prestolnice kulture zaokrožila z veliko razstavo s simboličnim naslovom Skoraj pomlad 100 let slovenske umetnosti. Ob že ustaljenih galerijskih prostorih na Štrosmajerjevi ulici pa je razstava zaživela tudi na novem začasnem razstavišču v najvišjem nadstropju nekdanjega hotela in danes poslovnega objekta Slavija. Cel pregled, ustaljen pogled na razvoj slovenske umetnosti, ki je dobro nekako, bi rekli, že uveljavljen, stilno od zgodnjega, recimo od impresionizma, predstavnikov impresionistov, ekspresionistov, nove stvarnosti in zaključujemo v poznih 90-ih z delovanjem retroavangarde. Vrtni palčki v umetniških izvedbah akademskih likovnikov pa so krasili mesto kot posmeh kiču in nezahtevno naravnani podobi mesta. Projekti sodobnih medijev so se v letu 2012 vrstili v obliki več festivalov, ki so skušali umestiti intermedijsko in računalniško umetnost v novo polje kulture in umetnosti. Mednarodni festival računalniških umetnosti je edini tovrstni v Sloveniji že 18 let. O nezavednem v umetnosti, znanosti in tehnologiji in o evoluciji človeštva, ki bo intimno povezana s tehnologijami v razvoju, je v mariborski Kibli govorila razstava Roboti in avatarji v sklopu mednarodnega festivala Kiblix. Z odprtjem Centra alternativne in avtonomne produkcije v opuščeni industrijski hali na Valvazorjevi ulici v Mariboru pa se odpira trajni razstavni in družabni prostor, znotraj katerega bodo tudi v prihodnje lahko našli prostor ustvarjalci in raziskovalci sodobnih tehnologij ter mejnih področij med znanostjo in umetnostjo. V preteklem letu smo bolj kot kdajkoli prej spoznavali, kako umetnost širi meje, spoznava nove publike, se odpira socialnim skupinam, ki jim je možnost kulturnega udejstvovanja tako ali drugače omejena. Izbrali smo nekaj projektov, ki so nastajali v sklopu Evropske prestolnice kulture kot umetnost, priložnost za vse. Koreografinja, plesna pedagoginja, tudi režiserka, borka proti rasizmu in homofobiji Maja Milenović-Workman na poti med Slovenijo in ZDA v svojih plesnih predstavah, pa tudi filmov Guernica Continuum, poimenovanem po sloviti umetnini Pabla Picassa, tematizira odnose med ljudmi. V svoje predstave vključuje ljudi s posebnimi potrebami. Glavni vzrok vsemu temu pa je moj brat, ki je gluhonem in sem mlajša od njega in sem jaz njegov razvoj spremljala, odkar sem se rodila. In sem mu pomagala celo življenje, da se v bistvu on nekako preboril do tega, kar on je. Temeljna usmeritev Evropske unije je, da se ljudem s posebnimi potrebami zagotovijo vse možnosti za najugodnejši razvoj in napredek. Gre namreč za najbolj ranljiv in ogrožen del človeštva pri zagotavljanju deklariranih pravic, saj jih sami ne morejo zagovarjati in zahtevati. Urejenost tega področja je zato nedvomno ogledalo družbe.
Festival Maribor je s celoletnim programom družbeno odgovorne umetnosti, ki vključuje glasbo na ulicah, v domovih za ostarele, v izložbah in veleblagovnicah, nadgradil poslanstvo biti drugačen festival klasične glasbe. V svoji postmoderni usmeritvi ne briše samo meje med elitno in popularno kulturo, pač pa tudi med elitistično publiko in tisto, ki je pravica do umetnosti tako ali drugače omejena. Tako so med drugim festival prenesli za zidove. Vključujemo ljudi, ki so mogoče na nek način iz samega kulturnega dogajanja izvzeti ali pa zapostavljeni. Kasneje pa bi želeli tudi sodelovati pri tako imenovanih glasbenih terapijah oziroma to idejo v bistvu lahko razvijamo vse do zaporniškega benda. Takega dogodka še ni bilo pri nas. Sicer nekaj kulturnih dogodkov, lahkotnejših vsebin je bilo, odziv je bil običajno dober. Posebej za kulturniki se zaporniki običajno zelo dobro komunicirajo. Festival plesa gluhih kot večplastna platforma Centra plesa je vključeval mednarodno plesno izmenjavo srbskih, hrvaških in slovenskih gluhonemih in slišečih plesalcev. Na plesni izmenjavi in delavnicah plesa so udeleženci lahko plesali flamenko, sodobni ples in hip-hop. In jasno dokazovali, da gluhota ne preprečuje občutenja glasbe in plesa. Hkrati pa so delavnice pomenile tudi korak bližje k spoznavanju in dojemanju plesalcev, ki slišijo in tistih, katerih sluh je prizadet. S plesom se ukvarjam skoraj že 2 leti, ampak ne tako aktivno kot profesionalni plesalci. Tomu bolj, ko gre v okviru za kakšen festival, takrat se pa pripravljam. Zame kot gluho plesalko ples pomeni nekaj novega. Zanimiv poskus pretvorbe sodobnih tehnologij v umetniški proces z vključevanjem slabovidnih in slepih so pripravili v Hiši znanosti in eksperimentov interaktivni projekt avtorja Mihe Cojhterja. Obstaja pri slepih in slabovidnih že ta znanstvena raziskava, kako se slepi sporazumevajo preko odbitka tonov po zgradbah. In preko teh tonov se slepovidni in slepi znajdejo v okolici. In to je bil podoben način, zato so toni čisto kratki, jasni, da se lahko preko slišanja orientirajo po panoju. V mariborskem lutkovnem gledališču pa so z lutkovno predstavo z naslovom Kocke prvič nagovorili še manjše kot sicer, najmlajše od 1 do 4 let. Lutkovna predstava Kocke je nastala po motivih pravljice Ele Peroci Hišica iz kock. Predstavlja estetsko doživetje za najmlajše gledališko občinstvo. Ne gre za konkretno zgodbo, ampak se otroci lahko skozi predstavo igrajo. Ker je to gledališče, nekako pričakujemo, da otroci imajo pozornost, da gledajo skoncentrirano nek določen čas eno stvar, ampak to je predstava, pri kateri je treba upoštevati, da taki otroci tega še niso sposobni v taki meri. Kljub temu, da je predstava dolga pol ure, dopušča, da vmes se spuščajo otroci zvoke, da na določenih točkah sodelujejo prav s prepoznavanjem pojmov. Pogledali smo nazaj z nostalgijo na bogato kulturno bero, ki se letos ne bo ponovila. Predvsem pa smo brskali za dobrimi kulturnimi praksami, ki so lahko popotnica za naprej. Nove vsebine bomo delili z vami prihodnji torek. Nasvidenje.